Pozdravljeni. Že spet začenjamo eno od oddaj Popotnik in danes, kot ste videli, se bomo odpravili v Indijo. Pa ne samo v Indijo, ampak bomo zaokrožili kot ponavadi spet malo naokrog. Kakšno bomo rekli o Nepalu, potem bomo šli pa še malo pogledati v Južno Ameriko. To pa zato, ker mi imamo dva zanimiva gosta. Ime je Borut in Ludmila, brez J, Ludmila. Boste videli, da sta zanimiva. Eden je Slovenec, druga je pa po poreklu iz francoske Gvajane. No tako, zdaj smo pa že dobili v studio tista dva gosta, ki smo jih prej napovedovali. Eden je Borut, pozdravljen, druga pa Ludmila. In vi najbrž mislite, da je Ljudmila, ampak ni. Kje si Ljudmila dobila svoje ime? Ja, Ludmila je ime, ki moja mama mi je dala. Ona je brala knjiga, pol je bila tudi ena plesalka takrat v Franciji, ki je bila odlična, ena Rusinja, ki se je tudi imenovala Ludmila Čerina. In pol tako sem dobila ta ime. Prav po Rusinji. Ja. Borut, ti si pa legenda med slovenskimi popotniki. Boje, da si prvi, oziroma nič boje, ker sigurno, da si prvi, ki je imel diskoteko v Nepalu. To je bila prva diskoteka v Katmanduju, točno. Sploh prva, ne samo prva slovenska, ne? Sploh prva, ne. Zdaj malo povej, kako je prišlo do tega. To je bilo leta, mnogo let nazaj, Madonca, v 70-ih letih, v začetku 70-ih letih. No in to je bila prva diskoteka, ki so jo pofinancirali moji ameriški prijatelji, zaradi tega, ker je bilo tam cel kup teh hipijev, popotnikov v tem času, sploh je bilo to popularno v Katmanduju in so vsi žicali denar, so bili vsi brez denarja. In te malo bogatejši hipiji so se naveličali denar dajati, ampak so pa najeli ta prostor, smo mi odprli diskoteko in smo delali v tej diskoteki in zaslužek se vsak dan razdelil med tiste, ki smo delali. To je bilo odlično, ker v tistih časih sem lahko živel za $0,5. Ja, to smo si kar, $0,5 je bilo dovolj na dan, za komod življenje, z hišo sem jo najemil, za $10 najemnino za cel mesec sem plačal. To je bilo tak delovni prostor in seveda naš srečanje, tam smo se vsi srečevali. Težava je pa nastopila zaradi tega, ker so noter hodile te punce, ki so bile bolj svobodnega mišljenja in bolj slab oblečene, rekel pomanjkljivo, in domačini, ki so seveda luči na peclih nosili, ko so to videli in so se ga fantje zafrustrirani napili, delali probleme in smo mi ugotovili, domačini, da bi bilo dobro, da vstopnino damo. Seveda, vstopnina je bila nova stvar za en Katmandu, kakšna vstopnina, Madonca, pa zdaj, on je doma, pa mora nekam vstopnino plačati, to čist ni bilo jasno, tako da se stvar ni najbolj končala na dolgo roko. A hipiji pa tudi niso plačevali? Ne, tako je bilo, da puncam smo pustili zastonj vstop, da smo imeli pač klijente, ki bi prišli še te ženske. Vabo. Zdaj pa, fantje, tistih par nas je tam delali, 10 nas je bilo, ko smo se manavali, in smo seveda vsi not po van hodili zastonj, se pravi, da je plačevali sem tistih par Nepalcev vstopnina. Pa kaže zahodnjak, ki je preživel vejo. Tako da, ja, na koncu so oni to prevzeli, seveda ne propadali. A si ti to organiziral, ko si prvič šel v Indijo? Ja, to je bilo na mojem prvi poti v Indiji. Takrat sem bil par let, seveda, in v tistih časih nisem imel denarja, sem živel pač tako, kakor sem lahko. Kako si pa šel tja, z vlakom? Avtoštop. Avtoštop, celo pot? Avtoštop, celo pot. Na Bližnjem vzhodu si imel kaj problemov? Niti ne, so bili zelo prijetni časi, bi rekel. Večkrat sem slišal od štoparjev, da so malo pretirano prijazni tisti vozniki, predvsem na Bližnjem vzhodu, v Iranu, v Turčiji. Jaz sem bil grd, ki sem imel brado, moj prijatelj Smiljan pa ne imel brade, imel pa več težav. Imel težave. Veš kaj, dolgi lasje, pa tak punčka izgledal, je bilo malo težav. Čeprav ni bilo hudega, ne, nič ni bilo.